Lanske katastrofalne poplave v Sloveniji so nas ponovno spomnile, kako smo v bistvu ranljivi, kako nam pri tem lahko pomagajo zavarovalnice, kakšen je pomen zavarovanja. O tem v današnjem podcastu z magistrom Majo Krumberger, direktorico Slovenskega zavarovalnega združenja. In z vami sem Srdjan Cvitovič. Gospa Krumberger, lansko leto je postreglo s številnimi, recimo izrednimi dogodki, tako na lokalni ravni, tako na regionalni ravni, globalni ravni, naravni vzroki, politični vzroki. Kako je to vplivalo torej na nas in kako je to vplivalo na vašo panogo? Ja, svet ima vedno, bom rekla, hujšo dinamiko v resnici. Naše okolje se stalno spreminja in predvsem za našo panogo zavarovalništvo je bilo leto 2023, bom rekla, zelo zahtevno. Prvo, kar je to, kar ste omenili, naravne nesreče. Eno so bile poplave avgusta lansko leto in pa predvsem tisto, kar se malokrat omenja, pa je imelo v bistvu tudi pravzaprav skoraj iste posledice. Številni viharji s točo v juliju lansko poletje, doletel nas je celo tornado v enem od slovenskih krajev. Hkrati nekako na lokalni politiki je slovensko zavarovalništvo lansko leto zaznamovalo zdravstveno zavarovanje. Veliko sprememb se je zgodilo na tem področju in obenem pa tudi, bom rekla tako, zdaj že skoraj konstantna globalna kriza, se pravi spremembe v svetu, ki tudi vplivajo tudi na naše majhne trge, ki so sicer načeloma bolj kot ne zaprti. Ampak vseeno globalne razmere, težave z energenti, težave z transportnimi potmi pač vplivajo na rast cen vpliva na potrošnjo praktično po celem svetu in to seveda vpliva tudi na zavarovalnice ali z vidika povpraševanja po naših produktih ali pa z vidika nalaganja sredstev, ker zavarovalnice delujejo kot finančni skladi in pač iščejo številne naložbene priložnosti. Takih razsežnosti se verjetno ni dalo načrtovati. Kakšne so potem bile vaše številke lani? Zavarovalnice so pri svojih načrtih, bom rekla, zelo, zelo previdne. One vsako leto delajo različne scenarije. Eno je plan, pač nekaj, kar ti predvidevaš neko normalno škodno dogajanje, normalne prihodke, ampak vsako leto se one tudi pripravljajo na izredne katastrofe. Tako da običajno bojo zavarovalnice vedno zavrtele modele, kjer bojo upoštevale, od epidemije, pa ne zdaj zaradi COVID-19, ki nas je doletel, to je bilo že prej v poslovnih, bom rekla, scenarijih zavarovalnic, do večjih naravnih katastrof, predvsem bi tukaj izpostavila večni strah pred potresom v Ljubljani, in skozi to v bistvu testirajo, ali imajo dovolj kapitala. Zdaj, kar se tiče pa tistih nekih letnih planov, odhodki, seveda lansko leto je bilo bistveno drugačno od predvidevanj, ampak moram pa tudi tukaj nekaj izpostaviti. Slovenske zavarovalnice oziroma tiste, ki delujejo na našem trgu, so tradicionalno, bom rekla, finančno izredno trde. Dovolj je kapitala, včasih bi mogoče celo kdo rekel, da ga je preveč, ker kapital ni poceni, ni zastojn, ampak ravno zato smo mogoče zelo robustni ali pa zelo pripravljeni, bom rekla, izravnavati take izredne dogodke. Tako da tudi, če pogledate rezultate preteklega leta slovenskih zavarovalnic, ni bilo izgub. Čeprav je mogoče na prvi pogled tako delovalo, so se nekoliko poslabšali, ampak še vedno je to nekako v mejah normalnega poslovanja. Konec koncev je pa to, kar se nam je zgodilo lani, to je naš posel. Na to moramo biti vedno pripravljeni. Postavimo se zdaj na stran potrošnikov, prebivalcev, državljanov. Kako njim v takih izrednih okoliščinah zavarovalnice lahko stoji ob strani? Predvsem s hitro reakcijo. Pa bom rekla s transparentno komunikacijo. In tudi, kakor smo lani spremljali, so se vse zavarovalnice, ki pač sklepajo to vrsto zavarovanj, zelo hitro odzvale. In predvsem so probale stranke pomiriti
škoda, predvsem poplave avgusta, ne, so bile tako množične, da preprosto si ni dalo priti do slehernika v prvem trenutku. Ne. Tako da jaz mislim, da so takrat zavarovalnice zelo hitro reagirale, zelo, bom rekla, intenzivno komunicirale s svojimi potrošniki in predvsem je ta hitrost pomoči zavarovalnice prvič, da pride na teren, da oceni škode in predvsem, da zelo hitro izplača to škodo. Ne. V tem je recimo zavarovalnica veliko hitrejša od države in državne pomoči. Ne. Tako da jaz mislim, da so se precej dobro odzivali, se prav, trg je ogromen primerov, primeri so različni, bilo je tudi nekaj pritožb ali pa nekaj nezadovoljstva, ampak če pa gledamo se pravi, nek celoten trg, pa jaz mislim, da je bila ta hitrost zadostna, primerna. In tudi odzivi strani strank so bili večinoma pozitivni. Nekaj nezadovoljstva je bilo iz tega, ker so se nekateri ljudje v nekem trenutku soočili s tem, da njihovo zavarovanje ni takšno, kot so si ga predstavljali. Se pravi, obstajajo kapice, obstajajo kritja, ki niso. Temu bi lahko rekli, nek skupni imenovalec je mogoče bila nepoučenost o teh produktih, ko so jih sklepali. Zakaj se to dogaja? Ali se potrošniki dovolj informirajo o tem, kaj zaprav so zavarovali? Glede poučenosti je običajno se premoženjske police sklepajo za obdobje 10 let. Ne? In v bistvu ta časovna komponenta na človekov spomin vpliva in če povem zelo iskreno, ko so se začele poplave, sem še sama preverjati svojo zavarovalno polico, ali imam v bistvu kritje poplave ali ga nimam, ne? In do kakšne vrednosti. Ne? Je pa dejstvo in to tudi probamo, predvsem na Slovenskem zavarovalnem združenju, pa tudi zavarovalnice nekako spodbujati ljudi, da dejansko preberejo zavarovalne pogoje, ne? Da preberejo, kaj so zavarovali, da preberejo, ali so zavarovali svoje premoženje na ustrezno vrednost. Ne? Če dam preprost primer, ne vem, nekdo pač zavaruje hišo, enonadstropno, 100 kvadratnih metrov in pač zavarovalnica da neko oceno vrednosti te hiše. Ne? Ampak zelo različne so vrednosti te hiše. Posameznik sam najbolj ve, kaj ima v tem objektu oziroma kaj ima na tem objektu. Ne? Različna je vrednost hiše, če imamo mi zidano gradnjo, če imamo montažno gradnjo, če imamo smrekov paš ali pa če imamo macesno paš. Zaradi tega mi spodbujamo ljudi, da vedno, kadar sklepajo zavarovanje, da si dejansko vzamejo čas, razmislijo, kaj morajo zavarovati, kaj imajo in pa predvsem, da pogledajo, kaj je krito. Ne. Koliko je pa tle vloga samih zavarovalnic ali pa njihovih zastopnikov, da ljudje ozaveščajo o tej potrebi? Zdaj, ozaveščanje je naša stalna praksa. Ne? Treba pa vedeti, da zavarovalni zastopnik dela za zavarovalnico, njegova vloga ni primarno svetovanje, čeprav določeni tudi svetujejo. Ne? Ampak ne dajo konkretnih nasvetov, ne pomagajo. Bom rekla, bolj kar delajo, pomagajo. Ne? Pomagajo skozi različne vprašalnike. Ne? Opredeljevanje potreb. Opredeljevanje potreb in zahtev, kar je od leta 2015 v bistvu obvezna sestavina prodajnega postopka. Se pravi, posameznik, ki sklepa zavarovanje, mora iti čez poseben vprašalnik, kjer pač opredelimo potrebe in zahteve. Ne? In ta vprašalnik je nekako strukturiran, da posameznika stimulira k razmisleku nekako. Ne? Žal pa se nam v praksi še vedno dogaja, da se posamezniki preprosto odrečajo sodelovanju pri tem opredeljevanju potreb in zahtev, pač podpišejo, tega ne potrebujem in sklenejo zavarovanje in potem, ko prije pač do škodnega dogodka, včasih pač se zgodi, da mogoče nekaj ni krito, kar bi bilo dobro, da bi bilo krito. Radi se primerjamo z zahodnoevropskimi državami. Ali imate morda kakšne podatke, kakšna je zavarovanost v Sloveniji v primerjavi mogoče s kakšno zahodnoevropsko državo? Ja, zavarovanost se meri na različne načine. Običajno se meri z deležem premije v bruto družbenem proizvodu ali pa zdaj smo zelo spremljali posebej skozi naravne nesreče, ne, kakšna je zavarovanost prebivalstva
v primeru naravnih nesreč. In moram reči, da tukaj Slovenija ni tako zelo slaba. To je bila ena analiza, ki je zajela obdobje 40 let, ne? In recimo zavarovanost posameznika za primer naravne nesreče v Sloveniji je veliko boljša kot recimo v sosednjih Italiji, Avstriji ali pa Hrvaški, ne? Ampak tako da predvsem na premoženjski strani v bistvu slovenski zavarovalni trg, ne bom rekla, da ni dovolj razvit, ampak prostor pa še vedno je, ne. In tudi zdaj, če govoriva o lanskoletnih naravnih nesrečah, kjer je pač zelo so bile izpostavljene te poplave, ne, poplave niso obvezna sestavina premoženjske pogodbe, ne. Ko vi zavarujete premoženje, poplave niso avtomatično noter, prav tako ni avtomatično noter zavarovanje pred potresom, ne. Se pravi, stranka mora v tem razmisliti, ne. Države imajo pa različne rešitve, ne. Imamo tudi znotraj Evropske unije države, kot na primer Francija, Belgija, Luksemburg, kjer je to zavarovanje obvezno. Tako, kot imamo mi recimo obvezno avtomobilsko odgovornost. Potem imamo države, kjer je obvezno, če se proda premoženjsko polico, da so ti riziki že znotraj police, in potem imamo države, kjer so neke, bom rekel, vmesne rešitve, tako kot v Sloveniji, ne. Zdaj, kaj je prav, kaj ni prav, je stvar širše debate, kako k temu pristopati, ne. Zato, ker so razlogi za in so razlogi proti, ne. Recimo, če bi bila obvezna poplava, ne, bi v končni fazi mogoče nekje nekoč nekomu prodali nekaj, kar ne potrebuje, kar pa je prepovedano, ne. Če imamo mi hišo na hribu, kjer ni nobene vode blizu nas, pač nas poplava ne bo doletela. Tako da je to stvar ne toliko odločitve. Ja, se mogoče opredeli glede na odločitve, okoliščine, glede na lego. Ravno to sem želel, da so mogoče linearne primerjave nehvaležne, ker niso vsi kraji enako izpostavljeni vsem tveganjem. Mi ležimo na potresno zelo aktivnem območju, Furlanija, Julijska krajina, še malo na bolj, ne? Ja. In kje druge pa mogoče so potresom bistveno manj izpostavljeni. Sej, države s temi obveznimi zavarovanji v bistvu s tem, ko prisilijo vse, da se zavarujejo, tudi če niso tako zelo izpostavljeni, nekako naredijo večjo bazo in s tem mogoče dosežejo, da je premija nižja za vse, ne. Se pravi, vsi nekako participirajo pri... Ja, ampak ravno to, kar ste rekli, obstaja nevarnost, da bo pol nekdo rekel, prodali ste mi nekaj, česar ne rabim. Ja, kar pa je v nasprotju z zavarovalnimi predpisi. So res dokaj občutljiva vprašanja. Zelo so občutljiva vprašanja, ki jih zavarovalnice same ne morejo rešiti. Omenili ste, to boste poskušali se pogovoriti tudi s predstavniki države, tudi na enem dogodku, ki bo v kratkem. Ja, čez dobrih 14 dni imamo osrednjo konferenco 6. junija in bomo pač to razpravo v bistvu, kako najti to neko rešitev, ne, kako najti neko ravnotežje, tudi v končni fazi med zavarovanjem in državno pomočjo, ne, ker tudi država je intenzivno pomagala pri teh katastrofah avgustovskih leta 2023, ne. Zdaj, pričakuje se, da se bo in frekvenca in predvsem pa intenziteta te nevarnostnih dogodkov povečala v prihodnjih letih, ne. Zdaj, vsako leto odpirati blagajno tudi ni, pač denar je omejena dobrina, to je treba vedeti, ne. Tako da jaz mislim, da je tukaj treba delati z roko v roki z državo, ne. In tudi državna pomoč mora biti strukturirana na način, da stimulira zavarovanje, ne. Tako, kakor je danes... Na neki način morajo tudi uporabniki se zavedati... In prevzeti del odgovornosti. Tako, ne samo čaka, da nekdo drug nekaj pomaga, ker je to pravzaprav vedno v škodo odgovornega posameznika, ne. Če gledamo družbo kot celoto, ne. Solidarnost, ja, ampak tudi odgovornost. Tudi odgovornost, sorazmerju. Velikokrat imamo v Sloveniji razpravo o pravicah, ampak je treba včasih upoštevati tudi obveznosti in odgovornosti. Omenili ste, da je Slovenija, kar tudi je, majhen trg, zaprt trg, tudi v zavarovalništvu, a vendarle svetovni dogodki vplivajo tudi na nas. Kako v vaši panogi? Seveda vplivajo, ne. Vplivajo, celoten globalni trg se je v bistvu začel, mislim, da zelo intenzivno spreminjati od leta 2019 naprej, ne. Prvo je bila epidemija, ki je praktično ustavila svet in potem vsakodnevno skoraj že novi, bom rekla, vojna žarišča v svetu, ne, in vse to vpliva na globalno ekonomijo, ne. Na zavarovalni trg to predvsem vpliva skozi
pač vse to se nekako manifestira z inflacijami, z volatilnostjo na naložbenih trgih, ne, in zavarovalnice morajo biti pri tem zelo, zelo previdne. Ali pa vpliva v končni fazi tudi zelo na potrošnika. Ne. Potrošnik verjetno zelo opažajo v zadnjem času, predvsem od leta 2019 naprej, da so se premije tudi na premoženjskih zavarovanjih začele hitro dvigovati. Ne. Zavarovanje je vedno dražje, tudi pri zavarovanju avtomobilov, ampak je treba tudi vedeti, da so se v tem obdobju zadnjih 5 let cene gradbenih materialov nenormalno povišale in to vse ustvarja ta, bom rekla, globalna kriza ali pa več žarišč v globalnem svetu. Dvignile so se cene avtomobilskih rezervnih delov, mogoče samo kot zanimivost. Imamo neko primerjavo cen rezervnih delov za vozila, ne, in je Slovenija v bistvu med najdražjimi državami znotraj Evrope. Mislim, da so dražje rezervne dele boste od Slovenije dobili samo na Norveškem in v Švici. Tako da to se vse pozna, ne, in to vpliva v bistvu v končni fazi. Kaj mislite, da je temu tako? To v bistvu podrobno nismo analizirali, ampak mogoče na to vpliva ravno zaprt trg slovenski. Ne. Jaz mislim, predvsem pri avtomobilih se je neka prodaja in dobava popolnoma ustavila leta 1920. 21, takrat smo imeli tudi leta, ko praktično nisi mogel dobiti niti vozila. Ne, ali pa ljudje so se postavljali v čakalne vrste, ki so bile tudi preko 12 mesecev. Ne. In v tem trenutku jaz mislim, da je povpraševanje in ponudba naredili svoje. Ne. Se pravi, povpraševanje je presegalo ponudbo in in cena pač se odzove na to. Ne. Lani je zavarovalništvo bila zelo vroča dnevna tema v Sloveniji, namreč takrat se je dogovarjalo preoblikovanje zdravstvenega zavarovanja. Zdaj vemo, prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ni več, namesto tega je zdaj OZP, obvezni zdravstveni prispevek. Kako tolmačite to spremembo? Je dobra za uporabnike, je dobra za panogo? Kaj smo s tem pridobili, kaj smo s tem izgubili? Pridobili nismo po naši oceni nič, kot posamezniki, kot zavarovanci. Obseg je ostal enak, v bistvu, kritja. Obseg kritja se, to kritje pravzaprav ni prinašal nek nov dodaten obseg kritja, ampak zavarovanje pomenilo zavarovanje doplačil javnih zdravstvenih storitev. Ne. To, kar je zdaj pač vlada naredila, je, da ukinila doplačila. Doplačil ni, jih je pa še vedno treba ta manjkajoči del nekako sfinancirati in zato imamo ta zdaj pač obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov. Ne. Problem z vidika države, ki ga mi tukaj vidimo in tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja na to, da je teh 35 evrov premalo. Ne. In s časom se je izkazalo, čeprav so bile takrat ravno leto nazaj zavarovalnice takrat zelo grobo napadene, da gre za neupravičene dvige, ne, da so bili dvigi zelo upravičeni, ne, pač storitev, cena javne zdravstvene storitve se konstantno dviguje. Recimo 9 let nazaj je bil, temu, proračun zdravstvene blagajne 2 milijardi 400. Danes smo že preko 5 milijard. Kako? Kako v tako kratkem času tako velika sprememba, hkrati pa so čakalne vrste vedno daljše? Zdaj tako, to je... Mogoče to ni ravno težava vaše panoge, ampak kako vi to vidite, ker vi ste ti, ki morate to plačati na koncu. Vsi smo ti, ki moramo to plačati. Ja, mi vam, vi pa naprej, ne? Pa ne samo to, to je neka, bom rekla, napačno razumevanje ljudi, nekako imamo občutek, da je zdravstvo zastonj. Ni, ne, vsi ga plačujemo. Jaz se spomnim, ni dolgo nazaj je en od medijev naredil anketo po ulicah in ljudi spraševal, koliko plačajo za zdravstveno zavarovanje. To smo celo mi na svojem mediju naredili in smo bili... Nisem se spomnila, kdo je bil, ampak najbolj pogost odgovor je bil 35 evrov. Ne, ker se ljudje ne zavedajo, da, tudi pri nas je to bilo, da v končni fazi iz plače, ki jo dobimo vsak mesec, gre kar 8,nekaj odstotka strani delojemalca in tako. Približno enak znesek plača tudi delodajalec za našo
plačo, ne, in ljudje se tega sploh ne zavedajo. Tako da v končni fazi to vse mi plačujemo. Ne. Nič ni zastonj. Ne. In tisto, kar bi se mi želeli, en poskus je bil, da bi ljudje, ko grejo k zdravniku, dobili račun. Ne, da bi ga plačali, ampak da bi se pravzaprav zavedali, kakšni stroški so tukaj. V Luksemburgu recimo je tako, dobiš račun in regresiraš potem od svoje državne zavarovalnice. V končni fazi jaz mislim, da za to zavedanje, da storitev ni zastonj, da bi bilo dovolj že, če bi dobil samo informativni obračun. ZZZS to sicer ponuja na svojem portalu, ampak po moje promili ljudi to gre pogledati. Gre pogledati, ja. Tako da v bistvu vsi mi to plačamo. Ne? Zdaj, zakaj je prišlo do tega skoka? Jaz nisem strokovnjak na tem področju, ampak mogoče bi izpostavila samo eno stvar. Skokovito rastejo boleznine. Recimo, ker so bile včasih zanemarljive, zdaj imamo to že nekaj 100 milijonov zneskov. Pa se vam zdi, da tudi ljudje grejo pogosteje v bolniške? Težko bi to rekla. Kaj pravijo številke? Težko bi to rekla, da grejo pogosteje v bolniške, ampak vsekakor čakalne dobe k skrajševanju bolniškega staleža ne pomagajo. Ne. Tako da več je teh razlogov, hkrati je učink demografskih sprememb. Slovenija je starajoča družba, vedno bolj se premikamo v tista leta z večjim delom prebivalstva, kjer so pač zdravstvene storitve bolj jih rabimo. Ne? Se pravi, največ zdravstvenih storitev rabimo po 65. letu. Ta delež se vrača in to povečuje stroške. Nikoli ne smemo zanemariti medicinske inflacije. Pač storitve so vedno bolj napredne, zdravila so vedno bolj napredne. Oprema vedno dražja. Oprema je vedno sodobnejša, dražja. boljša in dražja. Sodobnejša, boljša in dražja. Ne? Tako da jaz mislim, da je več razlogov, zakaj prihaja do tako velike porabe. Ne? Mogoče sem še tak dodatek tej zavesti. Recimo, ko gremo v lekarno, pa vidim, lekarna vedno izda račun, kar se vidi. Ja. 90% ljudi kar zmečka ta račun in ga ne pogledajo. Tako. Ja, tako da. Ja. Bi pa bilo zanimivo včasih malo pogledati. Ne? Res je. Ne? En tak nedolžni nakup, pa številke so že tam, kjer so. Ne? In to bi veliko pomagalo k zavedanju prebivalstva, ker ta odgovor meni je bilo fascinantno, ker je velika večina odgovorila, da jih zdravstvo na mesec stane 35 evrov. No, pa še tisti, ki recimo vejo za ta odteglaj od dohodka, se ste lepo opozorila, marsikdo ne zaveda, da tudi delodajalec ima zakonsko obveznost primerljiv odstotek, tam sta nekaj odstotka, okolo 8 oba. Ne? Res je. Se pravi, to je že 16%. Ne, bruto plače, pol je pa še teh 35, pol so pa še doplačila, kar ni krita. Ne, tako da zdravstvo pač seveda ima svojo ceno, ni zastonj. Zdravniki se dolgo šolajo, ordinacije stanejo, zdravila stanejo, zdravstvo ima tudi svojo ceno. Ne. Enkrat smo tudi imeli en pogovor z takratnim predsednikom Združenja upokojencev Slovenije in je zelo lepo rekel, ljudje so brez pomisleka, kasko zavarujejo avto, ampak zdravstveno zavarovanje je pa velika težava. Zakaj mislite, da je tako razmišljanje? Zakaj avto ni težava zavarovati, ne dobro ga zavarovati, pri zdravstvu na sebi škrtarimo? Ja, Slovenci imamo zelo radi vozila, to je dejstvo, ker jih imamo v Sloveniji ogromno registriranih, praktično jih imamo skoraj toliko, koliko je prebivalcev. Ne. Ampak verjetno ravno zaradi tega nekako storitev zdravstveno je nekaj, kar se dogaja drugim. Ne. Počutimo se varne do tega 65. leta, nič nas ne boli. Ne. Ja. Jaz mislim, da to majčkan izhaja iz tega, malo zgrešen razmislek je, pač lahko se ti zgodi marsikaj, ne, ampak velike večini se dejansko v tej, bom rekla, aktivni dobi ne. In je malo to odlaganje tega problema v prihodnosti. Zelo podobno situacijo imamo tudi pri pokojninah. Ne. Varčevanje za starost, ko si star, ne vem, 25 let, si niti ne predstavljaš. Kje je še to? Ne? In potem ljudje začnejo to razmišljati, mogoče nekje po 40 ali pa nekateri še kasneje. Ali še takrat ne. Pa je takrat mogoče že malo prepozno, ne? Da bi naredil neko vrečo. Finančno konstrukcijo. Finančno. Tako, jaz mislim, da to bom rekla nekako malo širši razmislek včasih umanjka. Zavarovanje je veliko vrst. Kje vidite največje izzive, na katerih
področjih zavarovanj, ki vidite največje priložnosti? Zdaj smo nekako se spravili na to zdravstveno zavarovanje, kot da je to največja težava, ali je res? Mislim, zdravstveno zavarovanje je nekaj, kar ni zanemarljivo strani zavarovalnic, ne. Tisti problem, mi smo ravno zdaj seštevali pravzaprav zavarovalnice, smo vprašali, koliko imajo zavarovancev, ki so sklenili katerokoli obliko zdravstvenega zavarovanja, razen tega ukinjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in smo sešteli preko 400,000 oseb v Sloveniji ima to neko obliko zdravstvenega zavarovanja, tako da to ni zanemarljivo, ne, se pravi, obstaja interes in pravzaprav ga nekako javni zdravstveni sistem s tem, ko je dostopnost omejena, nekako spodbuja ljudi, da to kupujejo. Ravno to sem hotel reči. Popravite me, če se motim, ampak se mi zdi, da je eno izmed najprivlačnejših zavarovanj tisto zavarovanje, ker vam v krajšem času ponuja nekaj, kar vam javno zdravstvo ne uspe zagotoviti v nekem razumnem času. Recimo govorimo o teh raznih specialistih zavarovanjih, ker lahko pridete, bom rekel, v enem tednu na pregled, ki bi ga sicer... ali je to nekaj, kar bi morala država malo urediti? Da tako zavarovanje morda sploh ne bi bilo potrebno, da bi to vse bilo urejeno v okviru nekega osrednjega zdravstvenega zavarovanja. Jaz mislim, da tukaj predvsem tisto, kar nam manjka, je dialog, ne? In to povpraševanje je precej veliko in zelo se za tako obliko zavarovanj v bistvu odločajo delodajalci. Niti ne toliko posamezniki, se pravi, delodajalci zavarujejo svoje zaposlene, ker s tem pač zmanjšujejo absentizem, zmanjšujejo... Pa malo tudi davčna spodbuda in mogoče tudi prav dene. Ampak predvsem to, da zagotovi, da je delovec več časa na delovnem mestu. Več časa in zmanjšuje strošek boleznin, kjer velik del tega pokrije delodajalec, v bistvu za nič produktivnosti praktično, ne. Ampak tisto, kar mi vidimo veliko priložnosti na področju zdravstvenih zavarovanj, tisto, kar nam nekako manjka, je dialog med državo in med zdravstvenimi zavarovalnicami, ne? Ker ta trenutek se nekako država obnaša, kot da mi bomo reševali svoje in zavarovalnici naj rešujejo svoje, ne? Ampak tudi, če gledamo druge države, mi imamo različne sisteme, bom rekla, teh komercialnih zdravstvenih zavarovanj, ne? Ki so lahko dopolnilni, to, kar smo zdaj imeli, ne? To, kar smo mi zdaj ukinili, imajo nekateri trgi, recimo Francija je znana po tem. Ali so dodatni, da zavarovalnice zavarujejo storitve, ki jih javni zdravstveni sistem ne nudi, ali pa zavarujejo... Ali pa delež stroška tistega, kar sicer nudi, ne? To je dopolnilno. To je dopolnilno. Dodatno je, da zavarujejo storitve, ki jih javni zdravstveni sistem ne nudi, ali pa kvaliteto storitev, ki jo javni zdravstveni Bela sistem. plomba, živa srebrna plomba, recimo. Ali pa skupinska soba v bolnišnici, ali pa individualna. Ne? Ali pa se razvijajo vzporedna zavarovanja, to, kar se zdaj pač nažalost dela v Sloveniji. Ne? Se pravi, imamo javni zdravstveni sistem in ponudbo zasebnega zdravstva, ki ponuja praktično iste storitve in si na ta način ta dva sistema nekako konkurirata. Sicer zasebna storitev ne more nuditi še vsega in bo še potreben nek čas, ampak bomo prišli do tja. Zasebniki radi grejo v tiste veje medicine, ki zahtevajo manj naložbe, pa mogoče... Zaradi tega, ker je mogoče še zmeri kapital nekoliko omejen, ampak jaz mislim, da ambicija je širša tukaj, ne. Jaz sem imela sicer na žalost priložnost v eni tuji državi lansko leto izkusiti javno in zasebno oskrbo v bolnišnici. Država je veliko manj razvita od Slovenije, ampak storitev je pa popolna. Ne? Se pravi, to sem vprašanje. Evropska država? Ne, azijska. Ampak hočem reči, da zdaj imamo pač razvoj... Skratka, ne moremo se vleči ven, ne vem, na gospodarstvo, razmere. Ne moramo ignorirati. To, kar na lastni koži ste začutili, da se lahko naredi bolje. Se lahko naredi. Ampak predvsem se lahko naredi, ne? Ker mi imamo zdaj občutek, da nekako je država ureja svoje in vi urejate svoje. Mislim, da je to narobe. Ne? Bi moralo bolj partnersko to biti. Bolj partnersko bi mogli biti, država bi mogla oceniti, kje oni ne morejo financirati in pol tizdati zasebni ponudbi. Zdaj pa se ustvarja neka konkurenca. Zdaj ta konkurenca je lahko pozitivna, zato ker dviguje kvaliteto na eni ali drugi strani, ampak trenutno jaz mislim, da je
precej negativne, zaradi tega, ker pač to tudi imamo za javno razpravo in prejšnji teden je v eni večjih slovenskih bolnišnic 5 kirurgov, ne vem, kaj dal odpoved, sicer ne vem, kam grejo, ampak zasebna ponudba potrebuje kadre, ne? In tukaj pol imamo nepotrebne konflikte, ne? Ki ne vodijo, bom rekel, neko optimalno strukturo. Ne? Jaz mislim, da bi se mogla nekako država zavedati, demografska slika je porazna, neminovna, to, kar se nam bo zgodilo. Ne? Potrebe po zdravljenju bodo vedno večje, aktivnega prebivalstva bo relativno vedno manj. Ne? In če imamo že danes težave financirati današnje potrebe, pa bi se mogli vprašati, kako bomo financirali te potrebe čez 10 in 20 let. Ne? Oziroma, kaj ne bomo financirali in to dati neki zasebni pobudi, ki bi jo bilo pač treba tudi na nek ustrezen način regulirati. Ne? Veliko tem ne boste mogli vsega 6. junija niti odpreti. Ja, tem ni nam dolg čas in dejavnost je zelo razvejana, ampak probamo pa izpostavljati tisto, kar je najbolj aktualno. Še nekje na drugih področjih zavarovanja, izzivi, priložnosti, kje vidite recimo take poudarjene primere? S tem, ko se svet spreminja, se seveda spreminjajo tudi zavarovalni produkti. To, kar je zdaj aktualno, je ta, bom rekla, neka alternativna mobilnost, električna vozila. To so vse neke novosti, kjer se morajo tudi zavarovalnice prilagajati s svojimi produkti. Ne? In se prilagajajo predvsem, bom rekla, na teh manjših vozilih, ne, pač to prej ni obstajalo, sam tudi prej nismo imeli električnih skirojev, nismo imeli električnih koles, ampak to so vse novi produkti, ki jih zavarovalnice nudijo in tudi tukaj bi se mogoče morali ljudem majčkeno bolj zavedati, da čeprav so ta vozila majhna, ne, so vseeno v prometu in vseeno lahko povzročajo in dejstvo je, da povzročajo prometne nesreče in če oseba nima zavarovanja, ni krita. Meni recimo kot uporabniku vedno bilo malo nejasno, zakaj se pri teh zavarovanjih vedno zavaruje vozilo, zakaj se ne zavaruje posameznik, ki bi potem izbral zavarovanje za lastno vozilo, najeto vozilo, dvokolesno vozilo. Zakaj jaz recimo, ko sem dobro zavarovan kot voznik, moram pri najemu avtomobila spet plačevati neko zavarovanje, namesto da bi imel neko inkluzivno zavarovanje pri svoji zavarovalnici, ki jaz zaupam, za katero vem, kaj mi ponuja, da bi bil avtomatično zavarovan tudi v takem primeru. Zakaj temu tako? Jaz mislim, da bi bilo težko strukturirati ceno takega zavarovanja, zaradi tega, ker tveganja pri uporabi vozila, kombija, avtodoma, kolesa ali pa skiroje so različne. Ampak potem se to opredeli, bom rekel, z nekim... Ali mislite, da bi to zmedlo uporabnike? Jaz mislim, da bi to zmedlo uporabnike. Ne? In konec, sploh, ko ste izpostavili vozila, to je ena bolj tradicionalnih zavarovalnih vrst, ki se je začela razvijati že od začetka razvoja v bistvu avtomobilizma. Ne? Tako da zadeve so relativno transparentno zdaj postavljene. Ne? Relativno standardno, ne? Relativno so standardne in v bistvu ravno v tem delu so še najbližje potrošniku, kar ste že prej izpostavili skozi primer kasko zavarovanja in drugih vrst zavarovanj. Samo ni ravno ta prilagodljivost, te novi oblike zavarovanja, tisto, kjer bo lahko vsaka zavarovalnica postavila neko svojo prednost, neko svojo inovativnost, se bolj približala uporabniku. Jaz to malo gledam tako svojega potrošniškega vidika. V tisto, kar so se zdaj usmerile, so začele pač ustvarjati ena pred druga, kasneje neka paketna, da ne zavaruje samo eno vozilo, ampak celotno mobilnost, ne, posameznika. Ne. To je en tak pristop, recimo, ki bi se malo približeval. Meni je to zelo blizu, ta pristop. Omenjate tako pač, da dobiš en žakelj, kjer ti pokrije vse. Ne? Ja. Ampak mogoče je to priložnost. Ne? Bom pa rekla, ravno pri avtomobilih je to zelo strukturirano. Po drugi strani ne, bi pa mogoče tukaj izpostavila še nekaj, ker zelo veliko zadnje čase govorimo o trajnosti, o zelenih produktih. Ne. Vedno več imamo električnih vozil v Sloveniji, ne, ampak zavarovalnice ne razvijajo zavarovanja drugačna za električna vozila kot za standardna vozila, rečemo temu. Ne. Zaradi tega, ker bi bila ta zavarovanja predraga. Pak enkrat se bo treba soočati s tem. Enkrat se bo treba soočati s tem. Da ne bo zaradi tiste glave v pesku, potem... Se bo moglo število teh vozil mogoče majčkeno dvigati. Zaradi tega, ker treba se zavedati,
škode pri električnih vozilih so veliko večje kot pri navadnih vozilih, oziroma ni veliko treba, da uničimo v vozilu baterijo. Občutljivejše so. Zelo občutljivejše so, strošek nove baterije je nenormalno visok, hkrati večina proizvajalcev električnih vozil praktično zahteva nadomestitev z novo baterijo, kar ni ravno najbolj trajnostno, če smo zelo pošteni. Ne, ker je to dokaj nevaren odpadek. Dokaj nevaren odpadek je in tudi nove baterije so zelo drage, praktično gre za skoraj včasih tudi vrednost polovice vozila. Ne? Ali pa celo več. Ne? Tako da tukaj je veliko opcij odprtih, veliko stvari se dogaja, ne? Ampak zavarovalnice ne kreirajo zaenkrat ločenih produktov, ker bi bili pošasno dragi in s tem ne bi spodbujali v bistvu nakupa novih vozil. Ne? Slediti pa morate, ne? Sledimo pa vsemu, to pa je res. Izzivov ne manjka. Eden izmed izzivov, kar jih mogoče mi kot potrošniki ne vidimo, jih pa se kakor vidite, so zlorabe in prevare, zavarovalniške zlorabe, zavarovalniške prevare. Koliko je tega, koliko ste učinkoviti v boju proti temu? In spet, da se vrneva na tisto, kar ste lepo povedali na začetku, strošek neodgovornih ponavadi pride na odgovorne. Ali je temu tako tudi v tem primeru? Seveda. Temu je ravno tako, se pravi, prevare dvignejo ceno zavarovanj, zato ker je treba pač sfinancirati tudi neodkrite prevare. Težko je to meriti, ne obstajajo pa neke globalne ocene, različno je pa po različnih zavarovalnih vrstah, da naj bi bilo prevar med prijavljenimi škodami približno 8 do 10%. Ja. To govorimo o odkritih prevarah. Ne, to je ocena vseh prevar. S tem, da moramo nekaj vedeti, neutemeljeni zahtevek še ne pomeni prevara. Ne? Nekateri enačijo, če ti je bilo zavrnjeno, hotel si jih okoli prinesti. To ne pomeni to. Ne, to moramo razčistiti. Zavarovalnice to zelo dobro razumejo. No? Ampak teh prevar je več in če me vprašate, koliko so zavarovalnice učinkovite, vedno bolj. Vedno bolj, ne. Vedno bolj so sofisticirani sistemi odkrivanja prevar. Konec koncev smo celo na zavarovalnem združenju razvili neko orodje, ki odkriva prevare na nivoju celotnega trga. Se pravi, ne samo portfelja ene zavarovalnice. Ne. Zaenkrat sicer samo na področju avtomobilskih zavarovanj, ampak imamo ambicije to razširiti tudi na druge vrste. Ne. In ni malo teh, bom rekla, pozitivnih oziroma negativnih rezultatov. Ne. Celo sistemi so vedno bolj, bom rekla, učinkoviti tudi zaradi uvedbe pomoči umetne inteligence. Ravno to sem hotel vprašati, koliko umetna inteligenca pomaga pri tem? Mi uporabljamo sposobno obdelati veliko podatkov v kratkem času. Ogromno podatkov, pa ne samo to, ne, ker konkretno naša rešitev temelji na strojnem učenju. Pač uči se sistem, parametri se vnaprej definirajo, ampak tisto, kar nam pa pomaga umetna inteligenca, ker je rezultatov preveč, naredi selekcijo kot neko sito. Ne. In mogoče da sem večkrat pohvalim, ne, Slovensko zavarovalno združenje skupaj z družbo Medius lani na dogodku Go Digital Gospodarske zbornice Slovenije dobilo prvo nagrado za najboljšo rešitev na področju umetne inteligence v letu 2023. Tako da vedno bolj smo učinkoviti, to je dejstvo. Ampak so pa učinkoviti tudi na nasprotni strani. Ne. Igra mačke in miši, ne? Tako nekako, ne. Pa tudi treba ločiti, kot ste prej rekel, ni vsak neupravičen zahtevek prevara, tega se mi zavedamo. In tudi pri prevarantih, ne, če tako malo poenostavljeno rečem, ločimo, včasih imamo to priložnost delati tu, ne vem, imamo pač prometno nesrečo, pa prijavimo še neko prasko, kam mogoče ne bi še na to, ne, to so ti priložnosti prevare ali pa majhne prevare, imamo pa tudi organiziran kriminal, kjer pa je dejansko igra mačke z mišjo. Skratka, obvladujete, ampak ne smete zaspati. Nikakor tukaj ne spimo. Zavarovalnice veljajo kot panoga, ki je zelo dobro sprejela prednosti digitalizacije elektronskega poslovanja. Ogromno tega se da narediti, ne da bi sploh obiskal poslovalnico, ali pa marsikdo niti ne ve, kje poslovalnica je. Ne? Kaj je vam prinesla digitalizacija, čeprav, kot rečeno, vidimo vas kot neke vrste pionirjev digitalizacije ali pa celo nosilcev.
In kakšne še priložnosti vidite z nadaljevanjem digitalizacije? Konkretno, kako bomo to uporabniki začutili in kako bo to izboljšalo vaše poslovanje? To je zelo zanimivo vprašanje, ker zavarovalnice so imele že leta nazaj, ali pa že desetletja rešitev, kjer smo določene vrste zavarovanja že standardno sklepali. Nadaljavo, preko sklepa, recimo in tak primer so ravno turistična zavarovanja, ti 5 minut pred potjo hitro lahko rešiš zadevo, se pravi rešitve so, ampak nekako, da bi se pa začeli to prodajati, pa se ni zgodilo do leta 2020, ko nas je pač korona zaprla, dobesedno zavarovalnice. Ja, nas je prisilila v to, da naredimo. Prisila nas je v to in tudi prisila je zavarovalnice, da so praktično vso ponudbo dale na splet. To je dejstvo. In nekako moje pričakovanje je bilo, da bomo na spletu tudi ostali. Zavarovalnice so še vedno na spletu, ampak potrošnik se umaknil, to je treba vedeti. Ker neka posebnost pa je v Sloveniji, da jaz mislim, da več kot 70% osebnih ali pa celo premoženjskih zavarovanj se sklene preko te zastopniške mreže. Nekako je potrošnik še vedno navajen, stisk roke, obisk zastopnika vsako leto, konec koncev tudi jaz še zmeri čakam na njegov klic, čeprav imam vse možnosti na spletu. Ampak lahko to štejemo kot komplementarno. Seveda je komplementarno, ampak recimo mene moj zastopnik recimo pokliče in mi pošlje vse dokumente na mail, jaz jih elektronsko podpišem in imam najboljše obeh svetov. Ja, to pa vsi uporabljajo, seveda, to pa vsi delamo, še zmeri imamo elektronski, ni treba iti v poslovalnico, niti treba printati dokumentov, niti jih treba podpisovati, čeprav včasih jih je fajn naprintati, kaj je lažje prebrati drobni tisk, ampak da bi pa prav mimo tega zastopnika dejansko šli na spletno stran zavarovalnice, pa sklenili zavarovanje, brez da bi nas nekdo poklical. Kakšno zavarovanje že? Kakšno že, ampak to se je dvignilo v letu 2020 in potem se je spet nekako spustil na prejšnje, nivoje. Se pravi, še zmeri čakamo tega zastopnika in Slovenija je zelo znana po tej svoji zastopniški mreži. Zastopniki ali so zaposleni pri zavarovalnicah ali pa pri zunanji mreži, še vedno smo zelo navajeni na to. Omenili ste droben tisk. Koliko je vaše združenje predano temu, da skrbi tudi za varstvo potrošnikov? Na združenju v bistvu pomagamo potrošnikov pri sporih z zavarovalnicami. Združenje, mislim, da je zdaj že ravno 4 stoletja, odkar smo oblikovali kodeks zavarovalni, se pravi, imamo svoje pravila, po katerih se obnašamo. Zelo hitro zatem smo ustanovili tudi varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju, in nekaj dobrih 20 let nazaj smo ustanovili tudi mediacijski center. Se pravi, za reševanje sporov med potrošniki in zavarovalnicami. In ta mediacijski center je zelo aktiven, mislim, da od leta 2017 mi na leto rešujemo med 250 in 300 mediacijskih sporov. Ali je to veliko ali to ni veliko? To je zelo veliko. Jaz sem presenečena, nisem se tega niti zavedala, dokler me Združenje mediatorjev ni nekoč povabilo na svoj dogodek, da bi mi malo predstavili svoje izkušnje, kjer so mi oni povedali, da smo največji mediacijski center v državi. In tudi uspešnost tega mediacijskega centra je vsaj za naš občutek dobra. 1/3 sporov med zavarovalnicami in potrošniki se reši. To sicer ne pomeni, da je potrošnik imel prav ali pa da je zavarovalnica imela prav. Ampak da je spor zaprt. Ampak da je spor zaprt in 1/3 teh sporov potem kasneje ne gre na sodišče. Tako da zelo se trudimo k temu, zelo usmerjamo pač potrošnike, tudi se v končni fazi obstaja pa tudi predpis, kjer vam na vsaki polici na koncu piše, v primeru spora pa se obrnite na mediacijski center. Ali se lahko na vaše združenje obrnejo ljudje, če imajo kakšno vprašanje, da se jim kaj pojasni, da se jim kaj razloži? Recimo, če želijo drugo mnenje, kot se temu reče. Splošna pojasnila glede splošnih pravil produktov združenje seveda da in jih ima tudi javno objavljene na spletu. Težko pa se spuščamo v to, da bi
komentirali posamezne pogodbe, ker tudi niso standardizirane. Razen zavarovanja avtomobilske odgovornosti ni nič standardiziranega. No, je pa en lep korak v to smer, zdaj recimo opažamo, obstajajo te IPID obrazci, ki so taki zelo standardni, pa s tem sistemom semaforjev točno vidiš, to je krito, to ni krito, tle pa bodite pozorni. Imate še kakšno tako podobno pobudo, da bo ljudem... Vse ste sami rekli, ljudje ne beremo ali pa ne berejo drobnega tiska, se pravi, kar rabijo vedeti, hočejo, da jim je tako jasno. Kaj lahko še naredimo, da bodo ponudbe še bolj transparentne? IPC v resnici niso zmiselne zavarovalnice, ampak nadzorniki. To je stvar predpisane. Nam je všeč, da obstaja. Veliko smo se pogovarjali, predvsem lansko leto, ko je veliko ljudi opazili, da nimajo kritih poplav, nekatere zavarovalnice zdaj pač spreminjajo police na način, da ne piše samo, kaj je krito, ampak predvsem, da izpostavijo, kaj ni krito. V tem delajo neke korake transparentnosti, tako da išče se načine, da bi bilo to potrošniku čim bolj razumno, ampak še vedno bom pa rekla, da mora tudi potrošnik prevzeti svojo odgovornost in se pozanimati. Ker če bomo mi vse poenostavili, bo drobnega tiska je veliko. ne moramo vse narisati. To je dejstvo. Posebej pri kakšnih kompleksnih življenjskih varčevalnih produktih. Še zmeri pa vedno spodbujamo ljudi k temu, da si vzamejo čas, vsaj toliko, ker si ga vzamejo z mobilni telefon, ko študirajo njegove karakteristike. Torej sodelovanje in komunikacija. Seveda, in zavarovalnice so pa pol tudi vedno na vsako vprašanje v postopku sklepanja pripravljene odgovor, v končni fazi tudi kasneje. No in za zaključek, da pogledava še malo v prihodnost, kakšno leto 2024 ali pa morda celo 25 pričakujete? Upamo bolj mirno kot 2023, ampak v vsakem primeru se pa zavedamo, okolje se spreminja. Klimatske spremembe so dejstvo, pa ne bom zdaj šla v tem, zakaj se nam dogajajo. Vseeno pričakujemo nekoliko več intenzivnosti na področju ravno naravnih katastrof in tudi to probamo opozarjati ljudi, da pravočasno tudi oni pomislijo na to. Pa da ne bo pozno zvoniti po toči, ne? Tako. Gospa Krumberger, hvala za današnji podcast. Hvala vam za prijeten pogovor.